Prijeten dober večer iz Velenjskega studia. Ostajamo skupaj, to je oddaja Najvižja, oddaja slovenske narodno-zabavne glasbe, z gosti v živo, narodno-zabavnimi ansambli od blizu in daleč. Veselim se, da smo skupaj preživeli še eno fantastično sezono, kar ne moramo verjeti, da je danes že zadnja oddaja in morda tudi zaradi tega še toliko bolj vabljeni k ogledu, da nas boste potem čez poletje še pogrešali toliko bolj. Sicer bomo ostali z vami med vsemi ponovitvami te sezone, ampak ne zamudite današnje oddaje. V živo v studio prihajajo ansambl Hec, prihajajo Veseli Dolenci, prihaja mlad harmonikar Lovro Herci z mentorjem Borisom Razbroškom. Verjamem, da dobro poznate tudi njega. Če ne, spomin obnovimo kmalu, ko ga zagledamo v studio. Pozdravimo, mogoče kakšno povemo še o učenju najmlajših, kar se tiče harmonike, na notno črtovje. To pa je tudi nekaj frišnega, nekaj novega. Nekaj novega bo sigurno tudi tale oddaja Najvižja, ker je vsaka drugačna, ravno zaradi gostov. Po dolgem času z nami, kot osrednji, Veseli Dolenci. Dober večer. Pridi, pome moj fant, na vas je danes ples, saj mamca me s tabo pusti, ker fantič pošten si ti. Pridi, ko se zmrači, potrkaj na okence, naj danes vedo prav vsi, da fantič moj si ti. Pridi moj fant, zaplisala bom s teboj in naj to ne bo zadnji krat, ostani vedno moj. Pridi k meni nocoj, povabim te v kamrico in ko boš odhajal za poj, veselo si pismico. Pridi oblak, zakrij zdaj lunico, naj temna bo danes noč, moj fantič odšel je proč. Pridi oblak, zakrij zdaj lunico, naj temna bo danes noč, moj fantič odšel je proč. Zakrij zdaj lunico, naj temna bo danes noč, moj fantič odšel je proč. Pridi oblak, zakrij zdaj lunico, naj temna bo danes noč, moj fantič odšel je proč. Naj temna bo danes noč, moj fantič odšel je proč.
To je oddaja Najvižja, zadnja v letošnji sezoni, toliko boljše vabljeni, ko gledo, da ostanete z nami. V tem trenutku pa v studiu pozdravimo v živo, Vesele Dolenjce, dober večer, živijo. Ja, lepo pozdravljeni v Velenju. Tako lepo ste zdaj prepevali, kot da bi eno dekle tule nekje v sredi manjkalo. Ja, lošna pesnica, ja, se bi lahko kakšno kje najdel, ne vem. Čakaj, a to pomeni, da jo iščete, da bi postala del Veselih Dolenjcev? Ne, tudi ti rekel, da pač... Ja, ti pa napelo naprej, ne? Ja, vse zgodno. Torej bi pasala tudi tako, da bi jo obdržali na odru, če bi krat... Ja, zdaj ne vem, kako bi se kaj zastopili, se veš, kako je to. Mi nismo glih navajeni, imamo žensko tako v bendu, mogoče bi pa bilo, jaz ne vem. Je za probat? Ja. Če bi postal za en dan ženska, kaj bi najprej naredil? Šel bi k Veselim Dolenjcem špilet. Aha, ja, lepo, dobro, marketinško tole razmislil, ne? Ja, ne vem, nisem nikoli razmišljal o Se tem. mi zdi, da Je kar v redu, tako kot je. Se mi zdi, da tebi gre nekaj drugega po glavi. Kaj bi najprej Ne, to naredil? ne moram to povedati. Zakaj ne? Samo pa v avto Pa smejali. vse smo sproščeni, se tudi ljudje rabijo to, so radi na realnih tleh. Kaj si rekel, da bi naredil? Če bi bil ženska za en dan, kaj bi najprej naredil? Ne vem. Težko. A bi kaj raziskoval? Ja, ne vem, kva. Kje bi začel, zgoraj ali spodaj? Po mojem vse posod. V redu. V puncah drugače tudi dost pojete, ne samo v vajčkih, tudi v polkah. Ja, tudi, jaz mislim, da imamo kar večino pesmic namenjeno puncam. No, zdaj pa tudi kakšno pesmico malo drugače naredimo, ne samo v puncah, tudi kaj o čem drugem. Še ni ljubezen čisti speta? Ne, nikoli ne bo. Aha. Ne sme biti. Ja. Če bomo to nehali enkrat tako razmišljati, pa ne vem, pa ne bo več nič zanimiv. Pridni ste, snemate videospote, moramo vam čestitati, ker imate pa eno okroglo. Ja, res je, letos imamo 10 let Čestitam. ustvarjena, hvala lepa. Tako da moramo ob tej priliki povedati, da tudi delamo prvi naš koncert za 10 let. Tako da 29. september, športna dvorana Mokronok. Mokronok, tale športna dvorana se mi zdi, da kar oblegana. Ljudje v tistem okolju so po mojem zelo veseli, nemirovci imajo tam. Ja, Pa res tudi je. vi ste začeli s tem stilom, a ste se gledali, kaj ste se ujeli. Ste se zibali levo, Jaz sem desno. parkrat pomagal nemirovcem in sem se navadil. Veš, in jaz začnem tako, da zdaj se pa že njega prijela. Veš, zdaj pa že Bojan vidim, da tudi miga. Tako da bomo še malo pa bomo vsi. Kako bojo zdaj le migali, ko ne bo na vrsti valček, ampak polka, je nič najboljš, da kar ugotovimo. Predzadnja pesem je bila tole z njihove strani in naslov 7-krat. Ne 5-krat, 6-krat, 7-krat, da končno mi je lepo videla, da z mano bi se 5-krat, 6-krat, 7-krat na dan poljubljala. Prisežem, da se je namenoma zibala, jaz pa prikrival nisem, da zanima me. Saj tista majhna majčka komaj je vzdržala, ko se v ritmu pred menoj vrtila je. Lahko prisežem, da v oči je nisem gledal, saj moj pogled če dalje niže je bežal. Močno sem trudil se, da bi ji dopovedal, da srečo imela bo, če jaz pri njej bom spal. Ne 5-krat, 6-krat, 7-krat sem vprašal jo, če se dopadem ji, ker z njo na teden 5-krat, 6-krat, 7-krat bi si sladka v noči. Ne 5-krat, 6-krat, 7-krat, da končno mi je lepo videla, da z mano bi se 5-krat, 6-krat, 7-krat na dan poljubljala. Prisežem vam, da je nosila mini hlače, na čudnih mestih so bile raztrgane. Ko je plesala, gledala me je drugače, kot so se druge do sedaj me gledale. Ne 5-krat, 6-krat, 7-krat sem vprašal jo, če se dopadem ji, ker z njo na teden 5-krat, 6-krat, 7-krat bi si sladka v noči. Ne 5-krat, 6-krat, 7-krat, da končno mi je lepo videla, da z mano bi se 5-krat,
petkrat, šestkrat, sedemkrat na dan poljubljala. Da z mano bi se petkrat, šestkrat, sedemkrat na dan poljubljala. Sedemkrat in veseli Dolenci oddaji najvižja, čeprav ja, pravijo tudi vmes, da je boljše kaj večkrat, tudi osemkrat, tudi devetkrat. Kokrat je pa treba probati, da pol res rata po izkušnjah? Ja, vsaj enkrat je treba probati. Ne? Ja? In če se ponesreč, kokrat še? Če se ponesreč, Koliko ste ustrajni na vaši poti? Ne samo, kar se ljubic tiče, ampak tudi, kar se tiče ustvarjanja glasbe, videospotov. ja, to pa, tle smo bolj ustrajni, ne. Ja? Pri ljubicah je pa tako, ne, zdaj, če te prvič ni, pol škoda probavati, ne. Aha. Pol kar greš po drugo, ne. A greš pa drugo? Ja, prav, kaj. 29. september ste rekli prej za datum koncerta. Res je. Koncert bo 29. septembra v športni dvorani Mokronok. Z gosti? Seveda z gosti, ne smemo še izdati kateri, ampak luštno bo. Kako to misliš, da ne smete izdati? Mislim, ne smemo izdati, zdaj dogovarjamo se še z bendi, zdaj ne moramo zdaj, da nam kjer ga spustili, pa tako, v tem smislu. No. Se pravi, se obeta eno zelo delovno poletje? Ja, res je, ja. Preigravanje, obenem pa veliko organizacije, pa pripravo. Še to ne, veselice, poroke, kaj? Ja, sigurno, vse je delo, ne. Sej sam tudi veš, kako je. Imate kakšno pomoč zdaj pri organizaciji koncerta? Pa zaenkrat smo sami naredili neke osnutke, seveda zdaj pa bomo imeli pomoč, tako bo naš mentor, že pri samih komadih nam pomaga, zdaj bo pa še pri koncertu. Kdo je ta Marjan mentor? Turk. Marjan Turk? Ja. Še zmeraj dolgoletno sodelovanje. Ja, on je v bistvu z nami od samega začetka, ko smo mi začeli, je on prišel na prve naše, mislim, ko smo mi štartali, on prišel na prve vaje, med prvih in takrat smo mi njega spoznali in takrat naprej, evo, 10 let sodelujemo. Je to tudi razlog za uspeh? Da si zaupaš od začetka oziroma s tistimi ljudmi, ki jih najbolj v štartu začutiš, da z njimi nadaljuješ? Ja, jaz mislim, da tako mi, kot tudi on, ne, da smo nekako dobro delali in fajne viže in tudi on je pa vedel, kaj je nekaj za nas dobrega, tako in jaz mislim, da je fajn ratelj. Fajn je ratelj tudi tole v nadaljevanju. Ni polka, ampak je zopet valček. Najin večer, verjamem, da skladbo že poznate. To bo najin večer, takega še nikjer in nikdar ti nišče pripravil ni. Ko jutro je sivo, da bi ga prespal in ne bi prebujal se s njim, pa vem, da večer mi prišel bo še prav, kako se ga že veselim. Poklical te bom in povabil domov, obisk je zelo zaželen. Na trgu romantikov 6 je naslov, Raminec bo že ohlajen. Ker to bo najin večer, v zraku čutim nemir. Daj ne hodi drugam, ker ne bi bil sam. To bo najin večer, takega še nikjer in nikdar ti nišče pripravil ni. Če hočeš metulje deliti še s kom, če hočeš v dvoje v srci, potrkaj in videla boš, da se bom potrudil za tvoje ime. Morda se mi smeješ na skrito, morda mi sploh pozvonila ne boš. Če prideš, obljubljam ti valček za dva na vrtu razniženih rož. Ker to bo najin večer, v zraku čutim nemir. Daj ne hodi drugam, ker ne bi bil sam.
še nikjer in nikdar ti nišče pripravil ni. Večer takega še nikjer in nikdar ti nišče pripravil ni. Sem prej rekel, da tale valček od Veselih Dolencev sigurno dobro poznate, ga že imate v ušesu, če ne vas v nadaljevanju spomnimo, na katerem odru smo ga slišali prvič. Je bil kar velik. Ostajajo Veseli Dolenci z nami do konca oddaje Najvižja. V nadaljevanju pozdravimo mladega harmonkarja. Lovro Herc je odličen tudi prijatelj. Prihaja vam zaigrati skupaj z mentorjem Borisom Razborškom, harmonkarjem, tudi mimo grede kvinteta Dori. Še predtem pa ena glasbena novost, videospot so posneli po kar nekaj časa, ansambel Užik in Plavšanje po starem. Fantje mladi smo z dežele, mestnih nimamo navad, še po starem običaju, kljubca gremo vasovat. Še pa listev je pretežka, prej naberemo moči, gremo vaško oštarijo, saj da špricel 2 ali 3. Ko pa pridemo do hiše, tam kjer dekle sama spi, jo prislonimo do okna, hita pravo se nam zdi. Včasih se zgodi nezgoda, če nam oče okno odpre, nas požig na zmrzlo vodo, da se ohladi srci. Vendar nič nas ne ustavi, ko ljubezen zagori. Fantje ste na pravi poti, to srce nam govori. Ni ga lepšega na svetu, ko poljubi da dekle in ti reče, ti si pravi, fant moj, srčno ljubim te. Ni ga lepšega na svetu, ko poljubi da dekle in ti reče, ti si pravi, fant moj, srčno ljubim te. Ko pa pridemo do hiše, tam kjer dekle sama spi, jo prislonimo do okna, hita pravo se nam zdi. Včasih se zgodi nezgoda, če nam oče okno odpre, nas požig na zmrzlo vodo, da se ohladi srci. Vendar nič nas ne ustavi, ko ljubezen zagori. Fantje ste na pravi poti, to srce nam govori. Ni ga lepšega na svetu, ko poljubi da dekle in ti reče, ti si pravi, fant moj, srčno ljubim te. Lepšega na svetu, ko poljubi da dekle in ti reče, ti si pravi, fant moj, srčno ljubim te. In ti reče, ti si pravi, fant moj, srčno ljubim te. To je oddaja Najvižja, hvala, ker ostajate z nami. V tem trenutku pa vam moram predstaviti mojega dobrega prijatelja. Lovro Herc je z nami iz glasbene šole Laško Radeče. Drži, dober večer. Dober večer. Kako si? V redu, super. Tale harmonka se mi zdi, da ni tako stara, ne? 5 mesecev. 5 mesecev in si jo že dobro osvojil. Ja, Si se odločil čisto za natur? ja.
mi je Natur. všeč. V Tako. redu. Všeč ti je pol tudi valjda domača glasba? Ja. Mim, kjerga ansambla Lovro Herci ne more. Miheliča, Avsenikov pa kakega slaka. Klasika torej. Kaj pa ti, novodobni ansambli? Ne vem. Rečva veseli dolenci, ko so ravno danes tukaj. Recimo. Ali pa ansambl Hec, da bojo še malo zdaj dobili samozavesti. Ti si dosti samozavesten, ali te to še kaj matra? Mene včasih ful. Ja, kakor kdaj. Kolikor kdaj. Trema je še kaj? Včasih je, včasih pa tudi. Ok, je ni. Danes Ja. je nekaj dosti. Pa tako, Dobro, v redu. Ko boš prvo zaigral, bo vse rešeno. Kera pa bo prva? venček slovenskih narodnih. In za venčkom poveva nekaj o Lovrotovih uspehih, ki jih je kar nekaj. Lovro Herci z nami, izvoli. Fantastično, Francozi bi rekli par excellence. Lovro Herci z nami, glasbena šola Laško Radeče, mentor Boris Razboršek. Vse prav? Vse prav. Kako je mentor, v redu? Fajn. Danes tudi z nami, v nadaljevanju ga spoznamo. Zdaj nam ga lahko še malo kaj zatožiš. A je kaj siten? Ne. Pa malo pa mora biti, ha? Ja, glih prav. Me zanima, ti, ki se učiš igrati harmoniko, se učiš kaj na note tudi, verjetno? Ja, na Aha, note. ker obiskuješ tako glasbeno šolo. In kaj misliš, da dobiš s tem, ki se učiš igrati na note več kot nekdo, ki, ne vem, kakor bi jaz dobil, če bi mi ti sam nek vrstni red prstov pokazal? Ja, znanje o notah, naprimer, pa tako. Verjetno mogoče tudi, da služaš. lahko pol zaigraš tudi kakšno drugo pesem, Ja. ki sploh ni nujno, da je narodno zabavna. Ja. Ampak, če se vrneva k narodno zabavni glasbi, kdo pa te je navdušil za njo? Dedo, pa stric. Dedo, stric, sicer s isto glasbo povezana tudi tvoja mami, odgovorna urednica Radia Veseljak, med drugim. Ja, nič, katera bo pa naslednja? Sosed Gašper, Super, to pa je od? Zorana Lupinca. Zmenjeno. Lovro Herci je z nami, no pa poslušamo tega le sosedovega Gašparja. Thank you.
Lovro Herci je z nami na harmoniki, tako je bil pri sosedovem Gašperju. Me zanima, tvoj sosed tudi Gašper? Ne. Ne. Igraš pa s svojimi prijatelji ne samo na harmoniko, tudi kaj drugega? Pa bolj na harmoniko. No. Harmonika, dobro, pa sem mislil, da boš kaj zdaj o nogometu povedal. Si se nekaj navdušil za šport tudi? Ja, zdaj sem šel že parkrat na trening tudi. Ja? Tako da zelo zanimiv tudi. Ja? Kaj ti je bolj všeč, šport ali glasba? Mi je še zmeraj glasba. Zaenkrat. Ja. V redu. Igraš samo harmoniko? Ja, zaenkrat še. Zaenkrat, v redu. Ambicije so torej velike, me pa zanima. Prej sva hotela kaj povedati o tvojih tekmovanjih, tudi kar nekaterih dosežkih. Katera so tista, ki ti največ pomenijo? Največ mi je ziher pomen iz prvega tekmovanja Svirel, ko sem osvojil srebrno priznanje. Sliši se zelo zahtevno, ja? Pol tudi prvo mesto na državnem tekmovanju Temsik. Super. In sem tudi igral v Ljubljani na konzervatoriju za glasbo. Krasno. Pa zdaj pred kratkim sem imel še tekmovanje v Murski Soboti. Sem tudi osvojil prvo nagrado, drugo mesto. Perfekten. Čakaj, zdaj si še v osnovni šoli, ne? Ja, 5. razred. Boš nadaljeval kaj v glasbeni smeri? Mogoče. Dobar, 5. razred, mogoče se še kaj spremeni, ampak imaš tam cilj pred sabo konzervatorij za glasbo, ki si ga izpostavil? Mogoče. Mogoče pa tudi. Mi te podpiramo na tej poti, dobrodošel tudi v naslednji sezoni oddaje Najvišja, da nam kaj zašpilaš. Kaj pa ansambel, Lovro? A bo to kaj? Imaš kako željo potem? Ja. Mogoče, ja. Bomo videli. Hvala lepa. Srečno, v tem trenutku pa še njegovega mentorja pozdravljamo. Dober večer. Boris Ražboršek je tudi z nami. Pozdravljeni. Dober večer tebi in seveda gledalcem VTV-ja. Mi je zanimivo, da harmonkarje učite igranje na diatonično harmoniko preko not. Se to je zdaj že kar nekaj časa v Sloveniji, ne? Ja, mogoče bi izpostavil to, ker smo ravno tudi v Velenju. V Velenju je bil gospod Mile Trampuš, ki je že začel v 80-ih letih na glasbeni šoli v Velenju. Torej je ta tradicija tle zelo, zelo dolga že. Mogoče bolj prej za Lovra, za vas vprašanje, kaj pridobijo znanjem not, znanjem solfeđa, tako imenovanega, se ne bi vedel, če ne bi tudi jaz glasbene šole naredil, ti učenci, ki se učijo harmonike, kot pa tisti, ki, ne vem, prijatelji nekaj pokažejo. Torej, diatonična harmonika seveda je bolj znana po tem, da se poučuje na posluh oziroma posnemanje.
Je pa zadnjih, bom rekel, nekje leta 2003 v rednem učnem načrtu glasbenih šol, tako je tudi sestavni del v glasbenih šolah in kaj ne rečem, v glasbenih šolah se naučimo notne teorije, notnega znanja, torej nekako tako, kot če bi knjige hodili v knjižnico in nam jih tam berejo, ne, torej znamo sami nekaj tudi prebrati. Lepo. Kakšna je torej pot trenutno diatonične harmonike v glasbenih šolah? Trenutno, moram reči, da preko študijske skupine učiteljev smo ustanovili tudi harmonikarski orkester diatoničnih harmonika, ki prihaja iz 8 glasbenih šol. Tudi Lovro je del tega? Tudi Lovro je med njimi, ja. Okrog 20 teh glasbenikov. Predstavili smo se tudi na državni reviji na Jesenicah harmonikarskih orkestrov. Nas so precej pohvalili, bom rekel, je tak specifičen zven tudi. Tako da ja, imamo ambicije naprej. Najlepša hvala, da ste prišli. Hvala, enako. V prihodnji sezoni najvišja pa tudi s Kvintetom Dori. Jaz upam, da hmalo. Kako se imajo člani? V redu? Kvintet Dori praznuje naslednjo leto 25 let. Potem je čas, da se srečamo. Že čas, da pridemo. Čas, da se srečamo. Mimo grede, samo informacija o enem krasnem valčku, Srce je tisto, kar šteje. Dobrodošli, da si to malo pogledate. Dobro ste zrihtali. Hvala lepa. Hvala in hvala vam, ki ostajate z nami v tokratni oddaji Najvižja. V nadaljevanju pozdravimo ansambel Hec, še predtem Hvaležna in Prisrčniki. Še zmeraj spremljate oddajo Najvižja. Me veseli, da lahko premierno v zadnji oddaji letošnje sezone tudi pozdravimo en ansambel, ki sicer deluje že 4 leta, ampak so se zdaj odločili fantje, da pa vas pridejo pozdraviti, ker imajo že tudi nekaj skladbic. Dober večer, Dominik. Dober večer, dober večer. Gre pa za ansambel Hec. In kaj je to hecnega bilo, da ste nastali Heci? Kaj je bilo to hecnega? V bistvu, to je eno ime, ki smo se ga spomnili, pač smo rekli, kaj ćemo biti, hecni smo. To je bila naša skupna točka, smo rekli, da ima biti ansambel Hec. Vaš okolic, Ivančna Gorica. Tako je. Pa imate še enega, nekaj malo više, ne? Naš Matjaž Gorenc, ne, Matjaž Pirš na kontrabasu vrhaja z Tuhinjske doline, zdaj se hod pa mal žent Kelagor v Štajerski konc in sicer Nova Štifta. Pridemo tudi do tega, da vse zvemo. Ansambel Hec s prvo. Sam po mestu se sprehajam, iščem mlado si dekle.
Ti bi znala in bi rada počela z mano čisto vse. Da pomlonec bi vrtela in vrt ne delal bi težav. Od veselja bi zardela, ko z njo v noč bi se podal. Oj, ljubezen ti presneta, nikdar ne veš, kje srečaš jo. Albo kratka, albo sladka, kako naj vem, ko gledam jo. Vse tegobe, vse tesnobe, od misli na njo zginejo. Jo bom vprašal, ne bom odlašal, morda za vedno moja bo. Bom na polko zaplesala, z menoj, ko noč bo padala. Se z roko v roki z menoj podala, v svet, ki ga še ne pozna. Oj, ljubezen ti presneta, nikdar ne veš, kje srečaš jo. Albo kratka, albo sladka, kako naj vem, ko gledam jo. Vse tegobe, vse tesnobe, od misli na njo zginejo. Jo bom vprašal, ne bom odlašal, morda za vedno moja bo. Jo bom vprašal, ne bom odlašal, morda za vedno moja bo. Ljubezen presneta in ansambl Hec v tokratni oddaji najvišja tudi. Sej tudi sem pol ugotovil, če ne bi imena ansambla povedal, so ga seveda zelo fajn napisali, izkoristili tudi mesto promocije. Lepo prosim, če pokažete tle spodaj na basu. A to je bila tvoja ideja? Ja, moja ideja je tako velik kontrabas, ki pideš v nalepka gor. Pa da bo višji od tebe? Pa da bo višji, da bo približno meni pasal. Aha, v redu. Kaj zdaj je Štajerka k tebi paša, kaj smo slišali? Ja, jaz k njej. A ti k njej? Ja. Lepo se tole sliš? Ja, glej. Gleda zdaj najvižjo? Ja, mislim, da. Fino. Rekel sem, da bomo, pa mislim, da so se zbran dela pred televizijo. Fajn. Ansambl Hec z nami, kaj je na vas drugačnega od drugih narodno-zabavnih ansamblov? Ja. Razen obrazi. Tako, kot že ime pove, da smo hecni. Da smo hec. Ja. Da smo za što se. Niste me še čist prepričali? Ne še? Ne. Ja, Probi. što se bolj Matjaž govori, jaz sem bolj... Harmonkar? Ja. Ok. V redu, a še kaj najdeš kakšno tako povezavo? Povezavo, si pravim. Ha? To ne smemo povedati. Dajmo Matjaža stestirati. Matjaža stestiramo na harmonki. Dobro večer. Dobro večer. Ti si drugače tudi avtor nekaterih viša, kaj? Jaz sem avtor zadnje. Avtor te, Ja. prve, ki smo pa zdaj zašpilali, Ljubezen je pa presneta. tako Ljubezen presneta, je pa Matjaž na kontrabasu. Basist. Tako je, on je Dva napisal to Matjaža. prvo, ja. Nimaš kaj, da si lažje zapomniš. Lahko bi bili ansambl Matjaž. Ja, Hecam se. ker smo trije na M, smo že razmišljali, da bi bili M&M's. Aha, ja, dobro, to je dobra ideja. Ok, vic, hec, karkoli. Joj. Za lepši večer. Zdajle, kam je narodno ratel. A je to že za smejati? Ja, se dva pogovarjata, srečata se na cest, ne, en je bil zelo viren možakar, pa en pa bolj ne. Ja. In debatirata pa on prav, kako vera pa to fino, vse v nedeljah imaš, pa on pa tretji, rekel, jaz to nič ne vem, jaz to. Je rekel, pa ti sploh veš, kdo je Jezus Kristus? Je rekel, ti ne vem, kaj ima pa zidanco? Če jih srečate na kakšni veselici, sigurno bo veselo. Koliko veselic obeta tole poletje? Tole poletje moram reči, da je 4. Ja? Preostali del so pa bolj ne poroke. Ker oder pa vam je najljubši? Kjer oder nam je najljubši? Ali pa vse ljubši, zdaj, če smo govorili o veselicah pa o... Nismo preveč zbirčni, sem da je, pa da se špila, pa da se igra, pa to je to. In da je smeh? Tako, ne, hec. Ampak ljubezen in smeh, pa tale skladba. Lepa si, prava je tvoja postava, dekle si iz mojih sanj.
Le tebe bi ljubil, srce ti ponudil, a ti si zaljubljena van. On druge osvaja, ti laže nagaja, povej si to res želiš. Za mene si dama, nikdar ne bo sama in zdaj lahko zaživiš. Potem ne jokaj za menoj, morda prepozno bo nocoj. Ta vlak bo kmalu odpeljal, mogoče enkrat ti bo žal. Življenje hitro gre naprej, zato uživaj ga brez mej. Še ko srebro imaš lase, pomembna je ljubezen, smeh. Tiho še upam, da mi boš dejala, za naj cveti pomlad. Tebe ne vem, če ljubiti bi znala, mi praviš, nekdo te ima rad. On druge osvaja, ti laže nagaja, povej si to res želiš. Za mene si dama, nikdar ne bo sama in zdaj lahko zaživiš. Potem ne jokaj za menoj, morda prepozno bo nocoj. Ta vlak bo kmalu odpeljal, mogoče enkrat ti bo žal. Življenje hitro gre naprej, zato uživaj ga brez mej. Še ko srebro imaš lase, pomembna je ljubezen, smeh. Življenje hitro gre naprej, zato uživaj ga brez mej. Še ko srebro imaš lase, pomembna je ljubezen, smeh. Še ko srebro imaš lase, pomembna je ljubezen, smeh. O ljubezni in smehu v tokratni oddaji najviža ansambel Hec, ki ostajajo z nami. Me zanima, a imate kakšen ozdevek, kako vas prijatelji kličejo? Naprimer, ansambel Vikend imajo vikendaši, ansambel Nemir so nemirovci. Kaj ste potem vi? Še zdaj vprašanje. Heckoti, hecljaji, a se vas še ni tako nič prijel? V bistvu, veste, kako ponavadi pravijo, a je to za res ali za hec na to foro? Nismo tisti, da bi rekli, a ste vi kaj za hec na to foro? Aha, se pravi, če na cesti koga vidim, aha, to je pa Dominik, to je pa za hec ali pa za res? A si ti za hec ali kaj je zdaj stavo na ta način? Nismo pa, da bi imeli recimo hec kot je. Edina punca nam je enkrat rekla, ja. Kje ste heckoti? Pa smo bili vsi začarani. Vidite te oči, začarane še zmeraj, to še deluje. Lepe besede deklet očitno palijo na vas, ali kaj? Ja, sigurno. Ste vsi razneženi? Mi se stopimo čist. Ja? Smo tu nežne dušice, da si sploh ne moreš predstavljati. Kdaj se je najbolj kaj takega zgodilo, da ne boste pozabili? Joj. Je bil to ta trenutek? Ne ta. Imate dosto izkušenj s tem? Ne, mislim, zgodil, ne vem, sej, daj nazadnje, joj. 2 tedna nazaj, po moje. 2 tedna nazaj, kaj je bilo? Modrček padel na oder. Ne, tukaj hodo ni, ampak malo tako se nasmeje. Se nasmeje lepo gori. Kaj vam je trenutno pri ustvarjanju največje zadovoljstvo? Zadovoljstvo? Pri ustvarjanju, ja, sigurno je, kad daš svoj novo skladbo, recimo ven, ne? Recimo 14 dni euforija, to smo vsi veseli. Ponovadi, do zdaj so bile, mislim, pohvale. Edin mami včasih malo skritizirano. Dobro. Ampak, ja, kadar kaj rata, ne, karata ali pa tudi, ki delamo skladbice za špile, tako narodno in zabavno, karata pa vidimo, da to uživo pri ljudeh, bi rekel, po domače pali, to nam všeč. Bobni tudi palijo pri vas? Bobnički palijo. Pravi vse uživo? Vse uživo, tako. Lepo. Tu smo se potrudili, zdaj že približno, bo kar 2 leti že skoraj. Se trudimo, no, ustvarjamo čim bolj tako, bi rekel, za ljudi. No. Frišna pesem je zdaj na vrsti. Čist nova, se pravi ta euforija, o kateri si prej razlagal, še očitno traja.
Naj ti povem. Ja? Še vedno Matjaž bo morda bolj znal povedati, kaj je avtor, a ne? Matjaž, Je zgodba taka. Sta šla s punco na razen, se je ded odločil, da bo nekaj napisal. Ja, se pravi, za čas odprtih ran tu, takrat čeko snutek. A si s tem celiš svoje rane? Ma rane so že zaceljene. A je ona zdaj dala kak odziv nazaj? Joj. Kaj je bilo? A sta zdaj skupaj, a sta še bolj skregana? Ne, to ne. Naj ti povem, ansambl Hec. Pardon, malo sem ušel, se me poznate. Ansambl Hec, ja, naj ti povem, potem pa izvemo še kaj več o tej novi pesmici. Rekla si, da med nama ni več kot bilo je nekdaj, da ne najdeš razloga zakaj, da se zdi ti navada vse in da izginilo je upanje in stanje najine. Da nič prizadilo, me nisem solzi zadrževal, tiho upal, da morda ti bo žal. Za besede, ki rekla si, z njimi urezala v srce, ki ves čas gorilo je za te. Naj ti povem, svet podrl se mi je takrat, ko si odšla, jaz pa sem imel tako te rad. Bolj kot vse pa me sedaj boli spoznanje, da mi iz rok ušle so sanje. Žal, za besede, ki rekla si, z njimi urezala v srce, ki ves čas gorilo je za te. Naj ti povem, svet podrl se mi je takrat, ko si odšla, jaz pa sem imel tako te rad. Bolj kot vse pa me sedaj boli spoznanje, da mi iz rok ušle so sanje, da mi iz rok ušle so sanje. Ansambl Heč je zmeraj z nami in krasen valček, naj ti povem in naj vam povem, da mu verjamem. Res ti verjamem? Res? Ja. No, sem prepričan, ampak me skrbi, da si zdaj ful nesrečen. Ljudje, ki pojejo... Nisem več. Nisi več? Ok. Ampak očitno te skladba dobro na to spomne. Ne, moraš se malo uživati. Sem bral zdaj vmes, da človek, ki govori resnico, gleda dol in če je žalosten pa sploh gleda dol in ti si večino skladbe pel navzdol. Ne, tudi sem pa, veš kaj, tu sem pa navadil, ste tudi že na videospotu smo rekli, ne smeš se v kamero gledati pa smejati se, ker je taka skladba. Zakaj pa videospot? Ker je taka skladba, da moraš biti malo Kje ste to snimali? Žalosten. Dobre, pustimo. Pejte nekam drugam. Ja, dobro ti tole gre. Kar se pa tiče avtorstva, me pa zanima, a je zdaj to
odkritje v ansamblu? Boste to avtorstvo peljali naprej, glede na to, da je tale skladba bolj kot ne pod tvojim peresom? Tu je v bistvu tako, ta prva skladba je bila tudi avtorska, ne? Je tudi Matjaž napisal, jaz sem že prej rekel, pa tale tudi, no. Imamo pa tudi zdaj še par idej na zalogi, tako da bomo strmeli k temu, da čim več svojega naredimo, da res damo tisto svoje ven iz sebe, kar znamo, seveda pa tudi Pa boš tudi ti na kitari 100% vedel, zakaj ste različni od drugih narodno-zabavnih ansamblov. Ker boste imeli avtorizirano čist vse. Ja, zaenkrat se še ne da tega reči. Čestitamo sicer za pot, fantastični ste, tudi pridno spote snemate, drži? Drži, ja, tole je v enem letu tretji. Zelo pridni torej. Ansambl Hec, hvala, ker ste bili z nami. Hvala vam za Se vidimo, upam, da kmalu. V tem trenutku pa vidimo nekoga, ki ga že poznate. Kakšne 14 dni nazaj nas je obiskal mlad harmonikar iz glasbene šole Roberta Goličnika, ki je posnel tudi en frišen video spot. Jakob Zagožen je tole. Če smo v oddaji Najvižja z našo rubriko Mladih harmonikarjev vsej mal pomagali temu harmonikarju, da se je odločil posneti svoj videospot, pol delamo nekaj prav in se veselim, da bomo to delali in peljali naprej tudi prihodnjo sezono in mogoče opogumili še kakšnega mladega harmonikarja, da naredi ta korak. Do konca oddaje Najvižja, ki je zadnja v letošnji sezoni, z nami zopet veseli Dolenjci in Pazi se na morju. Kot da so v filmu bom s tabo igral, ti boš le
vrtila, jaz se bom režal. V morje te bom porinil zato, ker mokri majici izgledaš lepo. Potunkal te bom, da se razjeziš, ker ko si jezna, se lepa mi zdiš. Ko golo vodi boš, te bom dobil in iz ljubezni kopalke ti skril. Pazi se na morju, tam se bova igrala, jaz bom morski pes, ti ribica boš mala. Pazi se na morju, tam ti bom pokazal, da si te želim na čisto svoj način. La 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 mizah s tabo bom plesal na rok in malo ruma nalil ti bom sok. Ko se ti bo že vrtelo močno, peljal te spat mojo bom posteljo. Po plaži kričal bom tvoje ime, na tebe zlil vedro morske vodi. Zakopal celo te bom v pesek slan, oddaleč mahal ti ves nasmejan. Pazi se na morju, tam se bova igrala, jaz bom morski pes, ti ribica boš mala. Pazi se na morju, tam ti bom pokazal, da si te želim na čisto svoj način. La 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 la. Pazi se na morju, tam ti bom pokazal, da si te želim na čisto svoj način. Če ste nas prej poslušali in gledali, ko smo imeli oddaji Ansambl Hec, je bil en zgleden primer tega, kaj ponavadi vpraša mlade narodno-zabavne ansamble, ki pridejo v oddajo. Zakaj so drugačni? Kaj je tisto, kar novega prinašajo? Sicer se trudijo tudi oni, ki so že 10 let na glasbeni sceni, med drugim, naprimer, se pač slečejo do konca v temlem videospotu in zopet ponudijo nekaj, česar še nismo videli. Ja, to je bilo pa res... tak nenačrtovan videospot, oziroma zelo načrtovan, pa v bistvu ne. Ker nismo do zadnjega dneva točno vedeli, kaj bo v tem spotu in smo si, to Bog ve, kako bo tole, pa nas je režiser tako skozi meril, vse bomo tako zrihtali, da bo fajn, no, in je fajn izpadlo. Pa ste šli torej na to temo, kako biti drugačni, kako izstopati? Ja, se veš, zmer so take stvari malo čudne, so zmer zanimive, ne. Kako daleč ste pa pripravljeni iti pri tem? Kako? Ja, ne vem, se je še zmeri kakšna nadgradnja golote. Ja, ne, ima pa vse neke svoje meje, to pa sigurno. Glasba je le glasba, tako da ne smemo pa to preveč posegati. Torej je bil to vaš višek? Ja, jaz mislim, da. Aha, fajn, v redu, no, kakorkoli. 29. september, koncert, ker imaš ravno harmoniko in igraš koliko let že? Več kot 10, z veselimi dolenci. Kako se spomnim z začetkov, kaj podobnega kot Loro Hirci, ki je bil dan z nami? Ja, začetkov, prav mojih začetkov se res spomnim, ko me je pač oče začel nekako uvajati. Moram pa reči, že pol kasneje, ko sem že igral, vedno sem imel jaz nekako željo, da bi igral zraven Veselih Dolencev. To je brez heca. A res? Res, brez heca. Tako da nekako se mi je res izpolnila tista največja glasbena želja, da sem pač prišel v ansamblu. Na kakšen način se je potem to zgodilo? Je bila to kakšna audicija ali kaj splet okoliščin, se poznaš odprej? Zelo zanimivo. V bistvu sem kar prvič prišel na snemanje videospota za skladbo Povej dekleno. Kaj ste sred videospota odpustili prejšnjega harmonkarja? Dobesedno? Skoraj? Ničkim prej. V bistvu se je odločil, da je prejšnji harmonikar, da ne bo več sodeloval z bandom. In nekako Miro Sandijan smo se že prej poznala. Pa sem pa iskar nekako skočil. Ampak ti pa si že zdaj kar nekaj časa. Najin večer Valček, ki smo ga prej omenili, takrat je že bil zraven, ne? Že enih 5 let, no, 6 mogoče, ja. In ker ravno zopet beseda nanesla na tist Valček, ki smo malo prej obstali. Polka Valček, 2015, če se ne motim, ansambel Vikend, prvo mesto s Sinom, vi pa na drugem. Najin večer. Ja, to so bile dve krasne pesmice. Sin, krasna pesmica, pa tudi naša Najin večer, ki še dan danes prepevamo na kakšnih porokah, tako da se je kar parirala fajn, ja. Ljubezen je čudna stvar, še ena polka z njihove strani. Veseli Dolenci so z nami.
Pogledal sem jo prav nižno lepo, a ona mi spet je zbežala. Saj sem jo ujel, za roko prijel, objeti pa je nisem smel. Mi krajša noči, saj njene oči nikoli miru mi ne dajo. In pesmi za njo mi v srcu pojo, a vem, enkrat moja bo. Ljubezen je čudna stvar, brez nje si le samotar. Jaz dolgo sem z njo se mučil, se mnogo pri tem naučil. Ko enkrat srce pove, ne moreš upriti se. Pozabiš vse na svetu, saj ona je prava le. Krajša noči, saj njene oči nikoli miru mi ne dajo. In pesmi za njo mi v srcu pojo, a vem, enkrat moja le bo. Sem mrežo razpel in z njo jo ujel, zdaj pesmi le moje poslušam. Nič več ne beži, se rada smeji in srečo z menoj deli. Ljubezen je čudna stvar, brez nje si le samotar. Jaz dolgo sem z njo se mučil, se mnogo pri tem naučil. Ko enkrat srce pove, ne moreš upriti se. Pozabiš vse na svetu, saj ona je prava le. Enkrat srce pove, ne moreš upriti se. Pozabiš vse na svetu, saj ona je prava le. Veseli Dolenjci so tole malo skrivnostni, če jih takole vidimo na fotografiji ali pa če gledamo na oder. Me pa zanima, kaj se dogaja za kulisjo. Kaj je to, česar mi ne vidimo? Veliko se dogaja. Naprimer? Bož, da ne vidite, ja? Pa da ne veste. Ste toliko tesno skupaj? Tako je. Koliko tesno? Zelo. Ja? Ja. Čist tesno? Ja. Prav čist tesno? Čist. Okay. Prejle sva se pogovarjala o polki valčku po tistem, ki ste zaigrali zmagovalno polko leta 2016. Pazi se na morju. Ja, fajn je bilo, takrat je bilo res fajn. Se pravim, ta skladbica, jaz osebno si nikoli nisem mislil, da bo to na polka valčku zmagala pesnica, ker je bila taka odštekana, lahkotna, taka poletna, ne vem, čistko. In pa kar tako nikoli. Ampak preprosto se je že večkrat dokazala za nek ključ do uspeha, konec koncev. Točno to. Tako da jo zdaj špilamo vse posod. V nadaljevanju zdaj le to, kar prehaja, pa še ena polka z vaše strani. Tudi poskus na polki valčku, kaj vam ne da miru? Hočete še enkrat osvojiti? Zakaj? A je to edini festival, na katerega se tako vračate zdaj v karieri, ki ste že postavljeni? Tako... Kar v samem začetku smo obiskovali veliko festivalov, zdaj pa nekako samo še ta slovenska polka in valček. Če se nam zdi skladbica taka fajna, lušna, zakaj ne bi jo pokazali, po fajn bili na televiziji, se poreklamirali in pokazali. Tako da iz tega vidika največ. Letos je bila promocija zelo dobro usmerjena. Ja, nov sistem, zelo fajn. Tudi radiji ste bili vključeni, oziroma so bili vključeni in televizija, fajn, res. Super. Nobenih obžalovanj, glede na to, da mesta v finalu letos niste imeli? Ja, pač to je tekmovanje. Enkrat eden, enkrat drugi. Ne moreš sam zmagovati, pa važno je sodelovati. Me zanima še to, moram malo podrezati, ne? Dost mlajši, dost manj izkušeni, če tako gledamo, so vas malo ušvrknali. Pa zakaj bi zdaj to tako gledali? Mi ne gledamo pač to tako, z takega vidika.
Tudi mi se staramo, prihajajo mladi ansambli. Mi smo bili tudi včasih na takem mestu. Moramo tako gledati. Vidiš, moral sem vprašati, ker me zmeraj zanima, kaj bom dobil nazaj. Daj, povej, veseli Dolenci, še zmeraj z nami v tokratni oddaji Najvižja in še ena polka. Dej, povej mi, kakšno punco ti bi hotel imeti. Tako šlanka, tako da imaš za kaj prijet. Mora z mesta biti ali mora s kmetov biti doma. Naj bo blonda, bi pri tebi laže skozi prišla. Dej, povej mi, kakšno punco ti bi hotel imeti. Razne punce so všeč mi za znorit. V bistvu za malinkosti mi ni kaj dosti mar. Saj pri punci mi pomembna je le ena stvar, samo da je vesela in da muzika domača ji ogreje kri. Samo da je vesela in da mi, ko grem s prijatelji, nikdar ne teži. Dej, povej mi, kakšno punco ti bi hotel imeti. Tako šlanka, tako da imaš za kaj prijet. Mora z mesta biti ali mora s kmetov biti doma. Naj bo blonda, bi pri tebi laže skozi prišla. Dej, povej mi, kakšno punco ti bi hotel imeti. Tako bolj za sprot ali tako za vse nekaj let. Naj bo tiha ali naj bo slišen njen korak. Naj bo avsenik izbira njena ali slak. Samo da je vesela in da muzika domača ji ogreje kri. Samo da je vesela in da mi, ko grem s prijatelji, nikdar ne teži. Samo da je vesela in da mi, ko grem s prijatelji, nikdar ne teži. In da mi, ko grem s prijatelji, nikdar ne teži. Glede na to, da se pod tole polko niso čist veseli Dolenci podpisali, ampak Matej Kocijančič, če se ne motim, me zanima, kakšne punce so pa Dolencem všeč? Vam? Lušne. No, ok, dober. Ena? Vesele. Vesele, valjda. Kaj si rekel? Lušne, vesele, pridne. Pridne? Ja. In kje se... Poskočne. Poskočne. Nič se še prstani nasvetijo. Kaj to pomeni, da še niste nič oddani? Ja, oziroma, dajmo začeti novem... Čakaj, da gremo zdaj po vrsti, moramo iti zdaj. Aha, tam on je ta prvi, pa ta drug, zdaj drug let. Dajte malo vidva povejta. Kaj, ovce ti se približujejo? Ja, se. Lepo. Res je. Lepo. To sem zdaj tako žalostno povedal. V glavnem, ja, se približujejo ovce, ja. Pa ne vidva skup. Ja, no, kaj je prej govoril, kako ste si tesno. Zdaj vse možno. Ja, to je on govoril, to moraš njega zdaj. Prijatelji, to se moramo imeti radi, ne? Prijatelji radi, v redu. Ja, res je. Imate že datum vse, štima? Že. Ja, veš, da se je treba, ne? Veseli Dolenci imajo tudi svoje poroke, pa morate biti tam. Ja, tako, nekako smo se odločila, midva svojo, seveda, in zakaj pa ne smo rekla, no. To je en lep dogodek, ki ga pač narediš v življenju, ne. Dobro si me sem spelo, sem se bom pa zdaj sam obrnil, veš? Zakaj spet mene? Primoža, da je šlo. No, kako je zdaj? Jaz pa še ne. Ti še ne, v redu. A do koncerta 29. septembra... Jaz tudi še nimam datuma za poroko, nisem pravi naslov za to. Mogoče pa se na koncertu kaj zgodi? Ne, poroka ne bo še do takrat sigurno. Ne poroka, ampak kakšna simpatija, tako? Ja, no, to pa že je, no. Je že? To že je, ampak ni pa še tako daleč, da bi v poroki lahko govorila, ne. Moram malo prehitevati, ne, se veste, da vprašam. 10-letka, čestitke. Ostajate skupaj. Ja. Začetek nove sezone oddaje Najvižja zdaj v septembru bi se naj začelo, če bomo še v tisti relaciji dobrodošli, da še enkrat povabite. Z veseljem mi pridemo. A ja, za koncert, jaz mislim, da si nas vabo. Ja, seveda, vas vabimo v oddajo, da povabite in istočasno za koncert. Seveda bomo za koncert povabili, tako da 29. septembra
Športna dvorana, To smo se Mokronek. zapomnili. Hvala, da ste bili danes z nami. Še eno zaigrajo in tole je pesem Ti edina, Veseli Dolenci, potem pa se tudi mi poslovimo. Vsako novo pomlad drugo stiskal bi rad, ko narava cveti, mi srci ponori, nekaj v zraku visi, kar mi pamet megli, punca z mano takrat je lepo. Vsako novo pomlad drugo stiskal bi rad, res preveč je deklit, ki zamajejo svit, ko ujame me spet naporeden pogled, si prisigam zaman, da bom sam. Ko pa tebe zagledam, drugače je vse, s tabo svet bi spreminjal, premikal gori, ti edina si prava za moje srce, če me hočeš, bom tvoj za pomladi vse. Vsako novo pomlad drugo stiskal bi rad, res preveč je deklit, ki zamajejo svit, ko ujame me spet naporeden pogled, si prisigam zaman, da bom sam. Ko pa tebe zagledam, drugače je vse, s tabo svet bi spreminjal, premikal gori, ti edina si prava za moje srce, če me hočeš, bom tvoj za pomladi vse. Prava za moje srce, če me hočeš, bom tvoj za pomladi vse. Dragi moji, bili smo vaši, še bomo. Letos se sezona zaključuje, kar se letošnje sezone tiče, ne, nova je že v nastajanju. Pa da ne dolgo vezim. Hvala, ker ste bili z nami. Če ste kakšno oddajo v letošnji sezoni zamudili, bodo z vami tudi tekom poletja vsak četrtek ob 20. uri, kot ste navajeni, da ne delamo razlik. Vas pozdravimo po vročem poletju, naj bo sončno, naj bo veselo, naj bo srečno, naj bo zdravo in z veselo družbo. Se vidimo. Zavleklo je to, a ko sva stopila poletje, vzel si od mene slovo. Spolzile so solze po licu in tiho narisale sled, srca je vodila, kjer zdaj se naselil je led. Poletje je, se sončni žarki bodo greli me in božali moje telo se gni, namesto da bi božal gareti. Poletje je, zagrelo moje strto po srci, ko pa jesenski viter bo zavil.
začne. Poletje je, zdaj sončni žarki bodo grili me in božali moje telo se dni, namesto da bi božal galeti. Poletje je, zagrilo moje strto bo srci, ko pa jesenski veter bo zavil, takrat me duhom bo bil. Poletje je, zdaj sončni žarki bodo grili me in božali moje telo se dni, namesto da bi božal galeti. Poletje je, zagrilo moje strto bo srci, ko pa jesenski veter bo